Trenutno se nahajamo na posestvu Marsileja v Pacinjah na Ptuju. Dober dan, gospa Dragica Šilek. Sem Lara Kovačec, bolnica z multiplo sklerozo in sem slišala, da hipoterapija pomaga pri zdravljenju multiple skleroze. Res je, da hipoterapija pomaga oziroma je ena od načinov, tehnik, ki pomagajo pri zdravljenju multiple skleroze. Na področju medicine uporabljamo konja v fizioterapiji v obliki hipoterapije. Hipoterapija je fizioterapevtska obravnava, ki sloni na nevrofiziološki osnovi in jo izvajamo na konju in s pomočjo konja. Predpisana je od zdravnika in je izvajana kot posebna oblika obravnave z fizioterapevtom, ki ima dodatno znanje za hipoterapevta. Fizioterapevt je odgovoren za terapijo, za pravilno pomoč pomočnika in primerno pomoč konja skozi vodiča konja. Delo vodiča konja je pri izvedbi hipoterapije zelo odgovorno in zahteva ogromno vloženega časa ter truda, ne samo med samo izvedbo hipoterapije, temveč vsakodnevno. Vodič konja mora imeti za tovrstno delo določeno znanje in izkušnje, predvsem pa mora biti polnoletna oseba, ki zna jahati, torej jahač z izkušnjami in gotovostjo. Imeti mora velik čut za opazovanje in občutenje, saj v svoje roke prevzema gibanje konja. Prav tako mora postopati mirno in umirjeno, a odločno, hkrati pa si mora znati pridobiti zaupanje konja. Po navodilih hipoterapevta sodeluje pri izbiri in hitrosti hoje ter menjuje smeri. Za terapevtskega konja skrbi v smislu čiščenja, stalne telesne kondicije in pripravljenosti na hipoterapijo, skrbi pa tudi za primerno sproščenost konja preko igre in izpusta na pašnik. V izjemnih situacijah mora vodič priskočiti tudi na pomoč hipoterapevtu in ali jahaču pri vstopanju in sestopanju iz konja. Za vodiča konja je priporočljivo, da pozna problematiko jezdeca, ki prihaja na hipoterapijo in zna pri različnih odzivanjih pacienta na konju pravilno postopati.